Evo nas spet po 3 tednih se spet javljamo, ker nadaljujemo pot. Sem mislila, da nama bo v 2 tednih ratalo vse zrihtati, ampak marsikaj ni šlo čisto po planu, no, tako da evo danes 3 tedni, točno odkar smo prišli in gremo naprej. Ja, danes gremo do Italije, čez mejo nekje bomo prespali pri Gorici verjetno, v bistvu zaradi tega, ker je to pač zaenkrat naša smer, pa rada bi danes prišla čez mejo, zato da ne bomo imela kakšnih težav s kampiranjem na divjo v Sloveniji, kjer to ni glih najbolj zaželjeno. So pa drugače v teh 3 tednih zelo veliko stvari zrihtala, raznih servisov, papirologij, birokracije, dodelav na kemperju in bo to tekom bodočih vlogov malo po odsekih razložila vse, kaj smo urejala, ker je res čisto preveč stvari, da bi vse zdaj razložila, zato je tudi vse skupaj trajalo 3 tedne. Ja, tako da ne bova tega razlagala, bi pa vsem povedala, da so v teh 3 tednih tudi veliko se družila z domačimi in prijatelji in tako, in je bilo vse lepo videti, nekatere na novo spoznati. Tako da, ja, pa tudi zelo sem imela srečo s temi prijatelji, s katerimi smo bili, kjer so bila parkirana, da so bili res prijazni, da so nama pustili biti na vrtu in nama pomagali, če je bilo karkoli treba, je skrbel za naju, kot za dodatna otroka. Ja, tako da ja, res je bilo fajn, je bilo pa v bistvu še za vsa druženja kar malo premalo časa v bistvu sva oddelala, predvsem druženja z ožjimi družinskimi člani, za marsikoga je nažalost tudi časa zmanjkalo, ampak res z vsemi opravki sploh niso uspela, tako da se bomo mogli še kdaj vrniti v Slovenijo, no. Ja. Tako da ja, zdaj nadaljujemo pot in vlogi bodo spet naprej, kakor ste jih vajeni. Ta čas pa ste se verjetno malo odpočili, vidva pa tudi od snemanja. Dopoldne smo še preživeli na tem mestu, kjer smo tudi prespali. V bistvu zato, ker je bilo zelo lepo za iti na sprehod, Šnovka je zelo uživala, še Mokoreka se je šla malo ohladiti, ker je bilo drugače res ful vroče. Zdajle v kemperju je bilo čez 30 stopinj že, tako da se ful pozna, ne vem, zaradi nižine. Pa smo pa tudi malo mogli v bistvu pogledati, no, sploh kam bomo šli naprej, tako da tudi zato nismo še zjutraj štartali. Nam je pa tudi celo dopoldne en metulček delal družbo, veš, če se je noter v kemper preletel in se usedel zadnji na razglednice in na stike in je tam malo pokrilo in šel nazaj ven in spet nazaj in to se je dogajalo po moje kakšno uro skozi okrog kemperja leto. Ja, v glavnem smo kolebala, bi šli v Dolomite ali ne, tam smo že bili ene parkrat in nam je zelo všeč. Ampak ja, po drugi strani so pa tudi blizu, da lahko kadarkoli gremo iz Slovenije. Tako da potem, ko sem videla, da je vremenska napoved precej kisla, da so skozi neke plohe, tudi na neke daljše pohode ne bi mogli iti. Tako da smo se potem odločila, da ker nadaljujemo pot proti Franciji, sicer z neko srednje hitro hitrostjo za nas, ampak ja, da Dolomite tokrat spustimo.
danes smo prevozili dobrih 100 km, ta del Italije je res zelo ravninski, ampak za voziti niti ni tako zelo dolgočasen, ker se vse čas voziš ob raznih vinogradih in poljih in raznih travnikih, tako da je čisto zanimiv okrog zagledati. Je pa sicer zelo poseljen, tako da kar se parkingov tiče, ni prav zelo neki divje, tako da kar se tega tiče, niti ni tako zelo zanimiv, ampak so vseeno zelo zadovoljna, da so spet na poti in da spet raziskujemo. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dija!